En vita živjo, dobrodošli nazaj v naših epizodah, kako vpeljevati Vitas Energy vaje v naš vsakdan. Danes zopet ena super ideja in sicer govorili bomo zopet o dihanju in pa glavobolih. Kako gre sedaj to skupaj? Zelo gre skupaj. Sigurno ste že kdaj imeli kakšen glavobol, nekateri imate močne migrene, tako da recimo, kako jaz recimo se spravljam nad migreno ali glavobolom. Definitivno ne laufam v prvi predal in vzamem tableto proti bolečini, ampak si poskušam najprej pomagati z dihanjem. Ja, zakaj pa zdaj z dihanjem? Ja, kot sem vam že sigurno večkrat povedala, da je dihanje zelo pomembna stvar in da, če nismo predihani, da tudi zaradi tega lahko dobimo glavobol. Zakaj? Zato, ker možgani ne dobijo dovolj kisika v naše telo in potem ne morejo funkcije v telesu funkcionirati tako, kot bi morale. In potem signal, glavobol, to je eden izmed signalov. Lahko so tudi druge bolečine v mišicah, kjerkoli, ampak danes predelujemo glavobol. Tako da vam priporočam, da poskusite, nimate kaj izgubiti, samo še bolj se lahko sprostite. In seveda več kisika dovedete v vaše telo. Pa vas povabim, da greste v en tak super miren kotiček, kjer boste lahko sprostili in telo in boste potem nekaj naredili za svoje telo. Usedali se bomo v vzravnano držo, torej nismo takole, ampak bomo kar lepo vzravnani, lepi. Torej medenico rahlo poravnaš, prsni koš naprej, rame navzdol, brado vzporedna, pogled ravno naprej v višini oči. Dihamo s celim telesom, torej napolnimo najprej spodnji, potem sredinski in zgornji del, in vdihnemo celotno telo. Kaj bomo delali? Bom najprej na hitro zdaj povedala. Dovajali bomo kisik v možgane oziroma v bolečino, kjer jo čutite na glavi. Torej, če imate bolečino zadaj, potem boste vdihovali v to bolečino zadaj. Če imate tu bolečino, boste dali poudarek na dihanju skozi nos. To pomeni, boste malce bolj agresivno vdihnili. Tako da boste prefiltrirali to bolečino. Pa dajmo vzeti to bolečino tukaj, ker tu se mi zdi, da teli sinusi, da imamo tule največ nekih takih glavobolčkov, Tako da bomo danes vzeli kar tole vajo za sinuse, da boste majčkeno natrenirali to dihanje, ki pa je malce drugačne, kakor umirjeno dihanje. Tako da bomo kar zaprli oči in pač si predstavljaš tale tretje oko oziroma med obrvmi tale kotiček in ko vdihneš, vdihni v ta kotiček, sredinski kotiček ali tretje oko. Kar lepo globoko dihaš pa s celim telesom. Torej vdih skozi nos, zadrži dih, začuti, kaj se dogaja zdaj v tem predelu. Aktiven izdih. Zdaj pa aktiven izdih še razložim. Dve razlage bosta tokrat. Prva razlaga je, aktiven izdih pomeni, da celotno količino zraka, ko jo jaz vdihnem,
jo tudi izdihnem. To pomeni, da ne zadržujem predihanega zraka v svojem telesu, ker tudi zaradi tega se zelo slabo počutim lahko, ne? Tako da to je prva razlaga. Druga razlaga, danes imamo temo glavobol. To pomeni, da še bolj agresivno vržeš ven zrak iz sebe in s tem tudi bolečino. Seveda bomo dali tudi tak namen. Tako da zapremo oči in poskusimo globok vdih v bolečino. Zadrži. Začuti, kako kisik zdravi tvojo bolečino in aktiven izdih. Vrži ven bolečino, vso napetost iz telesa. Kar še greš globok vdih. V točno srčiko bolečine aktiven izdih, kar še greš globok vdih. Izdih. Izdih in vdih naj bosta bolj pospešena. To pomeni, da ne dihamo tako zelo lahkotno, a ne vdih, izdih, ampak dihamo kar že majčkeno bolj efektivno, bom rekla, bolj na tough varianto, ok? Tako da kar greš vdih in izdih. Še vdih. V bolečino vržijo ven. Izdih, še vdih. In izdih. Še vdih. In izdih. Še vdih. Izdih. Še vdih. Izdih, še vdih, izdih, še vdih, izdih, majčkeno sprosti. Če slučajno se ti vrti nič hudega, prekini proces dihanja, lahkotno zadihaj, prizemlji se, začuti svoje telo, globok vdih, počasi, sproščeno. In izdih, še vdih. Majčkeno zaznaj, kaj se dogaja v tvojem telesu, kaj ti je prinesla v bistvu ta vrtoglavost, ali prinesla težkobo ali lahkotnost. Mogoče je že vzela bolečino. Kar še dihaš, lahkotno, globok vdih in izdih in vdih in izdih. Kar še začuti, kaj se dogaja v telesu. Dihaš počasi in lahkotno. Počasi odpreš oči. Sigurno ste se vsaj malo sprostili, v to ne dvomim. Če je glavobol malce bolj trdovraten, bomo zdaj pogledali še eno vajo. Ta vaja je vdih in izdih skozi nos. Torej, dihaš, vdih in izdih. Vdih in izdih. Vdih in izdih. Ok. Izdih ne bo zelo, zelo aktiven. To pomeni, da nekako povečamo filtracijo v telesu. Seveda zopret vdihneš v bolečino in jo z izdihom močno vržeš iz svojega telesa. Bomo majčkeno poskusili, kar zapri oči in greš vdih skozi nos, izdih skozi nos, še vdih
Izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih in izdih. Ok. Majčkeno sprosti. Je kar narasla temperatura, kaj ne? Majčkeno zapreš oči in samo prečekiraš svoje telo, prečekiraš počutje, lahkotnost, sproščenost. Če se ti vrti, kar še dihaš, bolj lahkotno, počasi se prizemljiš. Vdih in izdih. Še vdih in izdih. Še vdih. Izdih. Še vdih. In izdih. Čas odpreš oči. Zaznaš prijetnost telesu. Zaznaš prstke na rokah in nogah. Začutiš celotno telo in se prizemljiš. Začuti ta trenutek tukaj in zdaj. In dobrodošli nazaj. Tako. Jaz upam, da je bolečina v možganih, v mišicah, na glavi, v nasičenosti v glavi minila, da je vsaj nasičenost v glavi popustila. Predlagam vam vsakič, ko zaznavate migreno, ker vemo, da migrena pride kasneje, veliko prej jo že začutimo. Toplo vam priporočam, pejte v miren kotiček in se predihajte in s tem lahko preprečite vašo migreno ali glavobol. Tudi če že pride glavobol, umaknite se v en miren prostor in se predihajte. Poskušajte dovesti dovolj kisika v možgane, da sprosti dovod kisika, te kanale, po katerem poteka kisik do možganov, da se sprostijo in tako zopet pretok kisika steče. Če želite več vaj na to temo, na temo dihanja, vas srčno vabim v mojo ali gibalno skupino Vitas Energy Online, kjer predelujemo dihanje kot trening, ali pa na delavnico dihanja, kjer zelo intenzivno predelamo celotno dihanje in vse te vaje, katere v bistvu smo delali tudi danes in seveda še veliko več. Vse informacije imate na moji spletni strani www.lavitas.si, lahko mi tudi pišete na info@lavitas.si. Seveda mi napišite tudi, kako ste se danes počutili. Me resnično zelo zanima vaš feedback in seveda, če želite kratke vaje nadaljevati, se tudi naročite na moj YouTube kanal, kjer boste z vsem tekočem. Pridno dihajte, sproščajte se vsak dan, dihajte zavestno skozi
veseli dan in želim vam prijeten dan in se vidimo kmalu. Vidite, živijo.